Spoštovana gospa predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, drugi visoki gostje, naj v vašem, v mojem, v našem skupnem imenu vsem državljankam in državljanom tukaj iz kristalne dvorane predsedniške palače iskreno čestitamo ob današnjem prazniku z najboljšimi željami za našo skupno uspešno in pravično prihodnost. Izkoriščam to posebno priložnost za iskreno zahvalo vsem delavkam in delavcem, ki v času epidemije že leto dni profesionalno in predano skrbijo za to, da je naš vsakdan vsaj toliko, kolikor normalen. Na simbolni ravni sem se jim zahvalil za uročitvijo jabolka navdiha za njihovo človečnost. Spoštovani gosti, zdi se, da se vendarle približujemo koncu same zdravstvene krize. Postopno opuščanje večine omejitvenih ukrepov bo gotovo koristilo in koristno vplivalo na splošno razpoloženje med ljudmi in do neke mere zmanjšalo negotovost in napetost, ki smo ji priča. To moramo vsi skupaj razumeti kot veliko priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Zlasti priložnost in nujnost, da oživimo in okrepimo vse vrste socialnega dialoga, zlasti v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Gospa predsednica je povedala, da je bilo v času krize do neke mere, zlasti v njenem začetku, razumeti hitrost sprejemanja ukrepov, da pa je zdaj zlasti med sindikati manj razumevanja za to, da se taki ukrepi sprejmejo, zlasti če imajo dolgoročne posledice. To opozorilo je potrebno razumeti. Dolgoročne rešitve, vezane na trg dela in položaj delavstva, ne smejo biti sprejemane brez dogovora o njih v okviru socialnega dialoga, vključno z omenjenim demografskim skladom, davčno reformo in drugimi pomembnimi strukturnimi reformami. Pomembno je, da se tudi v prihodnje prizadevamo za ohranitev in razvoj socialne države. Res je, da je socialna država ustavna norma in zato na nek način varovana pravica. Njen obseg je stvar odločitve politike v sodelovanju s socialnimi partnerji. Rad bi poudaril, da obstajajo pasti, ki njen razvoj lahko zamajajo, zato moramo paziti, da se tem pastem izognemo. Pri socialni državi ne gre zgolj za različne prejemke prebivalstva in brezplačne ali delno plačljive storitve na področju zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva ter kulture. Gre tudi za vodenje fiskalne politike. Iz lastnih izkušenj vemo, da je vsaka motnja v zagotavljanju zadostnih davčnih prilivov neposredna grožnja za obseg socialne države. V času covid krize je bilo za socialno državo, tako menim, zgledno poskrbljeno. Vendar na račun dodatnega zadolževanja, ki ga bo kmalu treba ustaviti, dolgove pa vrniti. Zato moramo paziti, da bodo tudi v prihodnje davčni viri zadostni, da bomo z njimi zagotavljali sedanji obseg socialne države in njen nadaljnji razvoj, ki si ga lahko privoščimo, če prioritete postavimo na pravo mesto. Moram poudariti, da je moj občutek, da je vlada v tem smislu v redu ukrepala v tem posebnem letu. Seveda pa nas ob tem, ko na nek način razumemo neko dodatno fiskalno ekspanzijo zaradi razmer, ki smo jim bili priče, moramo vsi razumeti našo odgovornost za to, da umirimo to fiskalno ekspanzijo tako, da nihče na koncu strukturno ne bo prikrajšan. V zadnjem desetletju se je zlasti zahodni svet in mi z njim dvakrat znašel v krizi, pred 10 leti v finančni in zdaj v zdravstveni. Ne glede na različno naravo obeh kriz se je izkazalo, da je zlasti za družbe z močno tradicijo socialne države stremljenje k solidarnosti bistvenega pomena tudi in zlasti po koncu krize. To menim velja tudi za Slovenijo. Gre za vprašanje socialne povezanosti, ki je zelo pomembno in občutljivo,
tudi za vprašanje politične povezanosti, enotnosti in sodelovanja. Zato prosim, razumite, spoštovane državljanke in državljani, moj današnji poziv k socialnemu dialogu, njegov ponoven zagon in okrepitev kot enega pomembnih stebrov našega uspešnega in pravičnega okrevanja po tej krizi. V upanju, da se bomo skupaj čim prej izvlekli iz zdravstvene krize in se skupaj v dialogu in sodelovanju lotili njenih dolgoročnih gospodarskih in socialnih posledic, vas lepo pozdravljam in vam želim, da lepo preživite praznik dela. Hvala za vašo pozornost.